Preden je Flisar sinoči prišel pod Pohorje, si ni mislil, da ga bo pričakalo toliko ljudi. Med njimi so bili znani smučarski delavci, pa tudi pristaši Filipovega modnega trenda. Glasen aplavz ga je spomnil, kaj mu je uspelo v Franciji. V svetovnem pokalu ga zdaj ne poznajo več le po brkih in dobri volji. Vesel sem, da je tak, da sem jim dokončno dokazal. Malo sem jih že zbadal z dobrimi rezultati, zdaj pa da sem dokončno temu naredil konec, da me poznajo še v čem drugem. Zmaga je bila logična posledica večje organiziranosti v tej sezoni. Delo z novim trenerjem se obrestuje. Svejo, česa je sposobno, ampak mu je manjkalo ravno to malo. V bistvu bil sam na tekma, ni bilo podpore, ni serviserja, ni materijala. Zdaj v bistvu bom rekel kot ekipa in predvsem Filip kot tekmovalec, pa smo lahko to dosegli. Seveda si pa obetamo še boljše pogoje, v bistvu še imam ogromne rezerve, recimo v treningih na južni polobli, poleti. V slovenskem smučarskem krosu se ustavi pri denarju. Če bodo pogoji odslej resnično boljši, bo v karieri 24-letnika marsikaj lažje, finančno breme pa bolj razdeljeno. No, zdaj mama še več ali manj je glavni sponzor, vendar včasih denar nič ne pomeni ob takih trenutkih. Je pa težko, to pa ne morem zanikati. Flisar je obljubil, da bo letos zmagal na tekmi svetovnega pokala. Po uresničitvi prvega cilja je čas za naslednjega. Dober nastop na igrah X v ameriškem Aspenu, kjer bodo konec januarja le povabljenci. Vsekakor se letos še toliko bolj veselim. Pri Elanu smo razvijali posebne smuči, zelo dolgo samo za to progo. Igre X ne potekajo v okviru svetovnega pokala, kjer je Flisar poskrbel za sploh prvo slovensko moško zmago v smučarskem krosu.